Živijo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Zelo sem vesel, da ste danes tukaj z nama. V kratkim se mi bo pridružil v studiu Boštjan Gorenc, Pižama. In mislim, da kar se predstavitve tiče, to ne vem, če bom znal našteti vse njegove nazive oziroma bom rekel neka področja delovanja. Pisatelj, prevajalec, komik, podcaster, gledališki igralec, tudi raper. V glavnem oseba, ki sem jo povabil, v bistvu bolj iz tega nekega naziva, ki mu ga pa jaz poklanjam, ker ga nisem našel na Wikipediji. Boštjan Pižama je zagotovo ambasador slovenskega jezika. In današnja epizoda je ravno ta jezik, ustvarjanje, pisana beseda, razvoj človeških možganov, ob tem nekako bila rdeča nit. Jaz sem seveda malo zavil tudi v medicino, kaj pomeni ta naš notranji glas, kaj pomeni branje, kaj pomeni ustvarjanje, zakaj je besedotvorje, izrazoslovje pomembno. Kot sem rekel, Boštjan je tudi komik, kar boste začutili med poslušanjem tega podcasta. Govorila sva o tem, kako pisati, brati, prevajati, zakaj je to pomembno, kaj je nekako tista poanta pri otrocih in mladostnikih, ki jih morda vleče v smer tega, da kdaj iz veselja poberejo neko knjigo. Govorila sva o fantaziji. Boštjan je med drugim prevedel George Martinov Igro prestolov, se pravi celo serijo A Song of Ice and Fire, o čudežnih svetovih, o imenih, o tujkah, v glavnem pogovor, ki sem se ga veselil in je upravičil to moje veselje. Jaz tale uvod vedno snemam na koncu, zato lahko to rečem. Najinega pogovora je na tej točki že konec in sem navdušen nad njim. Današnjo epizodo sicer sponzorira A1 s svojim projektom Lahkonočnice. Lahkonočnice so projekt, v bistvu, pri katerem tudi Pižama sodeluje. To je kakovostna zbirka več kot 170 slovenskih pravljic za otroke med 3 in 8 let starosti. Tudi Boštjan bo malo sam povedal, kako je prišel do tega projekta in zakaj mu je dragocen. Je pa na voljo v aplikacijah in na spletu zastonj. Te pravljice so, se pravi, lahko jih berete, lahko jih poslušate, kar je iz mojega osebne izkušnje, povem, neprecenljivo za kakšna potovanja na radio, v avtu ali pa takrat, ko moraš otroku dati par minut, ga zaposliti za nekaj, ko imaš pač polne roke dela in mu ne moreš brati sam. Kar je novost pri Lahkonočnicah, je to, da imajo v teh svojih sklopih pravljic, nekatere so za težka čustva, za uspavanja, po novem tudi logopedske, in ravno tu je sodeloval tudi Boštjan. In poanta teh je, da otroku pomagajo pri vaji težje izgovorljivih glasov. V glavnem super projekt, ki ga z veseljem podprem in sem vesel, da je podprl mene s tem podcastom. Vse linke, torej do tega Lahkonočnic in do vsega, kar bova z Boštjanom govorila, seveda najdete tudi spodaj pod epizodo. Zdaj bom pa zaključil ta uvod, ker se mi zdi, da je pogovor tako odličen, da vas želim v njega čim prej spustiti. Hvala lepa, da spremljate. Vidimo se spet naslednji mesec. Zdaj pa gremo naprej s Pižamo. Živijo, Boštjan, dobrodošel. Živijo, David, najlepša hvala. Daj mi ti povej najprej, a ti jaz lahko rečem Boštjan, pa tako, da ni kakšna fora, da samo mama reče Boštjan. Ne. Vsi drugi rečejo Pižama. Pižama je pač ta odrska persona, oziroma pač tudi vzdevk, pač s katerim se javno, ampak ne, drugače zasebno sem Boštjan. Tako da, ko si rekel Boštjanstva, bo so malo znižala formalnost pogovora. Dala noge na mizo, odpreva hladilnik in to je to. Ker ko sem razmišljal o tem podcastu, formalnost ni bila ona prva prioriteta. Ne vem pa, da te Aljoša Hrlamov, ko sem večkrat poslušal, ti reče Pižamc. Ja. To se mi zdi pa ful dobro, ker to je pa, da tako prodajaš, izdeluješ pižame, zbiraš, a veš, pižamc. To je že Tomič začel s tem, pa so okolja, drugače bilo ful že nekih teh, sem Gregor Moder me v impro časih in sem bil pižamster. Pižamator oziroma pizamator je to enkrat ena kolegica prinesla eno knjigo, pa ne vem od katerega tega etnologa, da naj bi bil en obskuren slovanski bog maščevanja.
Pižamator. Ja, ali pizamator, ali tako samo ena omemba, ali nek sam, tako kot hitro rečeš, ne pizamator, rečeš pismo, to sem mogoče eufemistično kaj drugega zapisal. Si se malo povezal tako na eni globoki ravni, ja, Bogom maščevanja. Začutil sem neko tlele, sem postavite mi lesen spomenik, da ne bom jaz edini štor, da bova dva. Dejva kar nadaljevati tale nekak enigmo, kdo je Boštjan / Pižama. Kaj ti delaš v življenju, to, recimo na kratko? Česa ne, a ne? Ja, no, to mislim, kaj delam? Dejansko pravzaprav vse, kar je nekako povezan z jezikom. Ne? Se pravi, ali je... Pa se pa malo menja, se pretaka iz ene cevi v drugo vmes, ki je večji pretok, ki je manjši, tako da začel sem pač neko to poklicno pot zares pač s prevajanjem. Potem sem začel pisati otroške stvari zraven, zdaj dejansko probam čim več pisati, no ne toliko prevajati, prevajam bolj neke te stvari, ki jih še vozim sabo, se pravi Deva Pilkija, po Kapitanu Gatniku, Pasje možu, zdaj še ta stripovski klub Mačjega mulca. Pa ne vem, tako širim se okoli, ne vem, potem, ko sem, ne vem, zdaj sem v zadnjih 2 letih prevedel 2 drami, za teatre, sem potem zdaj začel tudi, so me povabili iz Nove Gorice, kjer pišem eno otroško predstavo, no tudi se recimo to z Reformatorja, ki jih igrava z Nikom Škrlecem, ne, sem po lastnem stripu, pa sem pa priredil oziroma z veliko pomočjo. Sašo tam Staretom zdaj tudi pripravljava za po novem letu eno novo šolsko predstavo, tako da je vsega pomalno, se pravi, fulejnih stvari me zanima, ampak res pač kako jezik, kako vzeti stvari, ali zdaj, če to prevajanje, kako jih predstaviti tako, da bojo te, ki bojo brali, dobili čim več istih občutkov, kot tisti, ki berejo v izvirniku, ali je to pa zdaj pisanje, ali je humor, vseeno. V bistvu to je neka tudi razlog, zakaj sem te povabil, pa o čem bi se rad pogovarjal. Ne? Se mi zdi, da si res nek tak ambasador jezika, kar se mi zdi zelo važno, kakor sem jaz človek, ki govori ljubljansko, govori tudi žargonsko, ne strokovno žargonsko, uporablja besedo ful in podobno. Ja, pa je strokovno žargonsko, da je tale frgazer ven splučil zemljo. To recimo, to praktično dnevni stavek v mojem svetu. Sem pa človek, ki blazno ceni jezik in izrazoslovje in se mi zdi, da ni vseeno, na kak način se nekaj pove, zapiše, prebere. Tle si že rekel nekaj, kar sem te hotel vprašati, malo to pisanje proti prevajanju. A je to podoben proces? Namreč, jaz sem enkrat samo nekaj sem prevajal, no, in mi je bilo malo tako čudno, ne, ker v bistvu, ko pomisliš o prevajanje, se mi zdi, da pomisliš en stavek, zdaj pa nared stavek v tem jeziku, ampak v resnici gre za to, da ti pišeš, ampak pišeš to, kar je on že napisal. Ja. A ni nek tak občutek je v resnici? Nekaj sebe moš nujno dati not, ali ni treba? Ja, mislim, zdaj je odvisno. Ne? Zdaj, če prevajaš recimo evropsko zakonodajo, ni fino, da daješ sebe noter. Ne? Recimo tehniško prevajanje, strokovno prevajanje ne, je zelo, pač moraš biti natančen. Ne? Seveda pri literarnem prevajanju, s čimer se pa jaz ukvarjam, pa je pravzaprav vsakič to, ne, da kako pač se moraš nekako kameleon moraš biti. Zaprav ti moraš prepoznati slog pisatelja, pisateljice, ki ga prevajaš, ne, in potem znotraj tega ustvarjati. Nam je recimo na enem seminar, vikend seminar, bi lahko rekel, neke delavnice, še na faksu smo si organizirali, nam je zdaj že pokojni Vasja Cerar, legenda, ki je med drugim prevajal Monty Pythone za televizijo, prevajal je med drugim Skrivni dnevnik Jadrana Krta, recimo, na tem smo vsi gor rasli, Črnega gada. Ja, te stvari, tudi zelo veliko neke filozofije vzhodne pa to. In je rekel, pač knjigo začneš prevajati tam na eni 50. strani in potem, ko se navadiš, se pravi, tega sloga, pa greš na končele začetek prevedeš, zato da takrat je res že slog čist iz moj stren. Zdaj, pri meni je to sreča po svoje, da delam z nekimi avtorji, ki jih pelam dolg časa, tako da recimo Deva Pilkija, točno vemo, kaj se bom v Pasjem možu, kaj me čaka, tudi pri Martinu, če bo nekoč napisal, ne vem, 5., 6., čakamo, 7 let. In pač sem tam že toliko, recimo, samozavesten, da skočim lahko direkt noter. Drugače pa zmeri, pred vsakim prevajanjem, ne pač bereš si
tuhtaš, kakšen bo zdaj ta sploh prevajalni sistem, ki ga boš uporabil, recimo zdaj, ali je to, če spet malo primerjamo, recimo pri Martinu, pa pri Pilkiju, se stvari zelo ponašijo. Sploh recimo pri Martinu, zato ker je nek fantazijski svet in želiš, da stvari, ki imajo tako kraji, vzdelki, ki imajo, nosijo nek pomenski naboj, da tudi tisti, ki ne znajo angleščine, da do slovenščini doživijo to, ali je pa celo tako, bi rekel, zelo v jedro samo gre pri Pilkiju, kjer pa vemo, da so bralci, se pravi 7, 8, 9, 10, 11, tudi zdaj že stari otroci, ki pač nimajo nekega poznavanja ameriške popkulture, v kateri je nastal, se pravi, da potem vse neke te tudi literarne nanosnice oziroma popkulturne nanosnice, ki jih imaš noter, nekako spremeniš, tako da potem, ne vem, v originalu tam imaš, ne vem, Weird Ala Jankovića, jaz vem, da ne vem, na 2 mestih je bil, enkrat so bili Zmelkov, enkrat pa Slon in Sadež, recimo, ker sem dobra izbira, padala, se pravi, ali pa ne vem, tam ima pesmico, ki se naredi neko kakčasto parodijo te pesmi, kaj je bila Take Me Out to the Ball Game, ki jo pojo na tekmah bejzbola, jaz sem pač tega pri nas ne poznal, sem vzel Kekčevo pesem, pa je spremenil potem, na tak način, se pravi. Zelo tako, moraš dati nekaj sebe, ampak ne smeš pa pustiti, da bi pa ti prevladal. A se ti delaš to, zdaj se bom malo na Martina, ker on je, mene, po mojem, od vseh fantazijskih serij mi je dejansko, jaz sem bral v angleščini, Song of Ice and Fire, kako je to sploh prevedeno? Pesem Ledu in ognja. Ok, preprosto, Pesem Ledu in ognja mi je še vedno po mojem najljubša saga. Mislim, da 14 ali 15 let čakamo to 6. knjigo, tako da mogoče ne boš res padel takoj nazaj, boš mogel tudi nekaj prebrati enkrat, ampak sem bral v angleščini, sem pa enkrat prelistal v knjižnici, sem hotel točno to malo videti slog, kako se bere. Ker jaz imam eno predpostavko v glavi, eno stvar, ki mogoče mi jo boš podaril, da je v slovenskem jeziku blazno težko pisati akcijo pa akcijske segmente. Mogoče ne toliko zato, ker je težko pisati, ampak smo navajeni, iz filmov in iz vsega, iz igrc angleškega jezika, kresnil sem ga z leve, ali pa sam moraš na bolj tak način napisati. Da moraš pač, mora biti živo. Recimo, meni je na najboljših akcijskih sekvencije v Martu Lenardiču, nek avtor, ki je izdal 3 zbirke kratkih zgodb, prvi 2 na začetku 90-ih, tretjo ko že je Mnogoboj na požiralniku, je pa izdal pred 4 leti. In je not ena sekvenca, ki tako sam gledaš, ki dejansko, ki bi nek tak zelo meriš, bi rekel, stil, ki rečeš, pismo ta lik bi bil lahko za Galifianakis, bi ga lahko igral, pa akcija je pa se pa bizarno, ampak ti dela žmohtno, se pravi pač čisto, kar je. Ja, zdaj tle, da se nam mogoče sliši malo bolj v angleščini, je spet ravno to, koliko smo zdaj navajeni. Tukaj imaš tudi recimo to zelo, kar se vidi pri mlajših generacijah, je ta, da zdaj jezikovno so zelo močni v angleščini vsi, ampak pri slovenščini pa stvari začnejo malo šepati. Zakaj? Zato, ker so stvari, ki njih zanimajo, jih dobijo v angleščini. In zato mislim, da je res nujno, da se trudimo in eno teh korakov je ravno ta, ki se je zdaj zgodil lani leto, se pravi, da so zdaj, da je Apple spregovoril v slovenščini, da se teži pretočnikom, da dajo podnapise, ravno zaradi tega, da lahko ohranjajo tudi pač, ne bom rekel, glih ohranjajo stik s slovenščino, ampak zato, da tudi gradijo jezikovne kompetence v slovenščini. Jaz dostakrat recimo sodelujem z dr. Kozmo Ahačičem in prav pač, da to nekoč rekel, ni škoda, ni nikoli nepopravljiva, sam pač, če jim niso dost, ne razvijo dost jezikovnih kompetenc, je to treba potem kasneje popravljati in pač so potem kasneje nadaljni in stroški in vse, kar prinese sabo. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da skušamo mladim dati in zabrati in zagledati in zaposlušati stvari, ki jih zanimajo, pa so tudi v našem jeziku. Je pa jasno, zdaj en mulc, ki ga bo zanimal, kako nekdo, ne vem, tam ali nek Fortnite streamer ali ne vem, kakšni Roblox, ki že tam mali začenjajo te streamerje gledati, itak da bo to gledal v angleščini, ker nimam benga, ker bi v slovenščini. To ni nujno slabo, tam pa, veš, kot si rekel,
Ja, ne. Razvija pa ta del, ne. Sam rabi pa oboje. Ja, ampak ne sme pa oboje, zaradi tega potem šepati na drugmo. Ker jaz se tudi dostakrat videl, ker se s tamami pogovarja, že tako pač oni ti kalkirajo angleške fraze, ker jih imajo v glavi, zaradi tega, ker jih toliko slišijo in pol te fraze prevajajo v slovenščino. Imam enega prijatelja, ki reče, sliši se kot načrt. Ja. It sounds like a plan. Če se strinja, reče, sliši se kot načrt. In ti si tako model, to se... To se ne sliši. To se res ne sliši kot načrt. Ja, in zdaj, če je to neka pogovorna, a ne... pač govorna situacija, kjer si disperatli vse en kako. Zdaj je pa jasno, ker pa ti ne vem, pa imaš članke po raznih portalih, pa imaš te stvari noter, jih danes na dan, ko snema, mislim, se je kolega Damjan Zorc, prevajalc tudi zelo, kako recimo se razpazda, ikoničen. Vse je zdaj že ikonično. Vse je zdaj ikonično. Pač pri nas je ikonično, če ikonična stvar spada, ali na računalniško namizje, ali pa v pravoslavno cerkev. Pač druge stvari so malo težko. Ikonične imamo druge. Čeprav, verjetno bo počasi prišlo tako, kot je tudi, ne vem, patetičen, iz tega, da je pri nas pač to pretirano vznesen, poln čustev, je pravzaprav že ta kalk, ki smo ga iz angleščine, pa v ta pomen, za patetičen, je pravzaprav vsi razumemo. Zdaj pravzaprav, če rečeš, ta je bil pa patetičen, noben bo rekel, a res se je kazal pretirana čustva in bil še celo malce melodramatičen. Beden je bil. Pač jezik je živa stvar, ki se spreminja, in jasno, stalno sprejema besede in če gledaš nazaj, prej smo se pogovarjali o žargonu, frgazar, ki sem rekel, se pravi, kar govorimo o avtih, je ponavadi, s kjermokoli mehankarjem boš govoril, bo uporabljal te izraze, ki prihajajo iz nemščine. Zakaj? Zato, ker takrat, ko se je ta terminologija pojavila, so jih prevzeli direkt iz nemščine. Potem, zdaj je jasno angleščina, ta jezik, in zato je tudi zelo pomembno, da imamo stvari, recimo glih ta terminološki slovar za vse to neko IT izrazje, nastaja v sodelovanju tako z temi podjetji, ki uporabljajo ta in z fakultetami, pa vse, kar je pomembno, da imamo mi izdelano besedje, da lahko potem to uporabljaš. Ker se ti pa včasih še zmeraj zgodi kakšen možganski prdec, bi le rekel, sem za eno članek, so me pred leti nekaj spraševali, o serijah smo se pogovarjali in mi je pač itak, ne vem, pa v glavah, ko sva z Anžetom Tomičem, pač gledala serije, komentirala, itak pol bereš stvari in jih bereš v angleščini. In meni je ta script writing bil toliko v glav, da se nisem mogel spomniti slovenskega izraza in sem lepo bleknul scenarizem. In je potem to ostalo v članku, in pa me drug dan, tiskaj je bilo ven, ko je Mateo Šluzer, iz scenaristike pa ni bilo, ali kaj, na voljo. Tako da, se ti tudi zgodi, ampak se trudiš, da bi bil pač čim bolj pravilen. Daj si pa lahko tudi nepravilen za nalašč, zaradi sloga. Tukaj si to se mi zdi blazno važna poanta, da mladim daš možnost, da stvari, ki so jim všeč, ker tukaj bi jaz dodal poleg tega, kar si govoril, ali pa se osredotočil še res enkrat na knjige, ker če pogledaš čist tradicionalno pa šolsko literaturo in kaj je slovenska dobra knjiga, tudi kaj Kresnik nagrajuje recimo in to, kaj je ta roman, in imaš pač stiske podeželja, razvoja, urbanizma, neke moderne. In jaz tukaj zelo, zelo pozdravljam to, kar se dogaja v zadnjih letih, da žanr nastaja. Nastajajo slovenske kriminalke, zdaj nastajajo slovenske grozljivke, da se take stvari prevajajo, ker velik del tega, da meni, kaj priznam, se sliši čuden neka scena akcijska v slovenščini je, ker sem v angleščini bral pač Stephen Kinga, George Martina, Tolkiena, Petersona vmes, slovenščini sem bral pa, Cankarja, pa Prešerna, pa tečemo za vozom, pa Samorasnike. No, so imel že, recimo, Valvazor je imel en super izraz za udart na gobac. Dal mu je poduhati 5-prstno zev. Odlično. To je odlično. Se pač, ko si navajen tega, poslušanja in pol, se ti zdi, to mora biti tako in rabaš, da se navaži. In to je, in ta žanr, če se bo, tudi moja naslednja knjiga bo dejansko žanrska in če se bo žanr razvil in tudi nekako plasiral, da je lahko v Sloveniji umor, neka grozljivka, da je lahko v Sloveniji tudi neka fikcijskega dela, sej Srebrne vezi so bile dejansko nominirane recimo za Kresnika. In potem mislim, da bo to, ker jaz sem recimo
to, da končam misel mojega listanja po tvojem prevodu George Martina, je ena stvar, ki mi je padla not tako in sem rekel, ne morem brati v slovenščini, je tisti kralj tam ima tega najvišjega uslužbenca The Hand of the King. In po mu seveda tudi da reče My Lord Hand. In v tvojem prevodu seveda, če se prav spomnim, je bilo gospod Roka z veliko. Ne? In jaz sem prebral to, čisto realen pogovor, in moj gospod Roka, in sem si rekel, pismo, ne vem, kakšen imaš ti emocijo do tega stavka? Recimo? Ja, ne, mislim, meni je pol nekako navaden. Že meni se to sliši pač zato, ker moraš, ker ne bo dlan. Recimo, dlan je moškega spola, pa bi bila... radikalno spremeniti, ne? Ja, ker je ravno to, ker imaš vse polno verigo z rokami, ki jo ima okoli vratu. When the king shits, the hand wipes, pa vse to. In tle moraš, pač tle so neke stvari, ki se recimo tudi v Prečetu, vem, recimo, ki ga je ta prvo knjigo od Discworlda, ki je Maja Novak genialno prevedla, in tudi je pač death postal smrtež, glih zaradi tega, ker je pač death pa na smrt je ženska, ampak tudi pol, bi se da rekel, da kar so se pogovarjala in na Facebooku so napisali, da če bi imela šanso, da bi kar smrt pustila. Ker recimo, to je tudi pol, ta primer s to smrtjo je v Emily Dickinson v teh pesmih, kjer je pravzaprav smrt zelo, ne samo Thanatos, tudi Eros, tudi zelo močen, erotičen naboj, kdaj, in pol kako to prevajati. Senada Grošelj je super, zdaj mislim, da ta zadnji izbor, ki je te poezije super prevedla. Ja, so neke stvari, ki jih, ali to, ta Roka, pa še kakšna stvar, mislim, da je, ki mejkan rabaš, da se navadaš. Pa serija je tako dolga, da če bereš celo, verjetno padeš not v... Če si iz prvega, če bi 10-krat prebral, bi se že navadil, da je to, pa kraljevi roka, tudi to je pa, kako se ta roka sklanja. Ni kraljeva roka, ampak kraljevi roka. Ker je on, tako. Se pravi, greš malo kontra temu občutku za jezik, ki ga imaš, da bi takoj rekel, ampak spet, zdaj, če bi šel res globok noter, bi mogoče kaj drugega bilo, ampak se presreče, on je bil njegova desna roka, bi bilo še zmer bi bilo to, sam ta spol, ki je se kdaj, pa mogoče pri kakšnih imenih je pa super, glih to, ki imamo majčkeno drugačno besedotvorje kot Angleži, se pravi, sploh recimo za, mislim, in za osebe, oni zmeri dajo pa na koncu ali man, ali woman, če nekdo nekaj dela, pri nas je to obrazilo, daš na ec na konc, ali pa ica, kaj tazga, oziroma tudi za kraje, za zemljepisne imena je ful dobro, ko oni morajo zmeri nek town, hill, pa to pri nas pa pol, kar z nečim, ne vem, pa imaš pol Jeseniško, pa imaš Kotalečnica, je reka, in se ti pa tudi, kdaj je en tak primer, ki ga dam, je pač, ki iščeš neke logične stvari, si pa kdaj vse te lahko preveč ven butne, River Run, ker sem tuhtal zdaj, kako ga to narediti, spet River Run je zelo, bi rekel, na taka interna literarna fora, ker River Run je citat iz Finnegan's Wake od Joycea. To so te stavki, s katerimi se knjiga konča in pa začne River Run, River Bend in tako naprej. In je tam vzel to. Se pravi, rabimo nekaj izrekam. Imamo grad, ki ga z dveh strani obdajata dve reki. Kaj je to? Medvode. To je medvodje. Ampak če bi dal medvode, te direkt butne ven, ker ne moš pač... To zbog, da je joke. Jezdil je iz kraljevega pristanka do Medvod. Kaj je bilo? Gužva v Stožicah. To bi bral. In pa je recimo tle pa ratala Rečnjava. In spet pač tako, moraš, tukaj je res, ker moraš ti prevajati s to mislijo, da tist, ki bo bral, da nima pojma o izvirnem jeziku. Tako da je pa jasno, zdaj ne vem, če pa en tak primer, tudi ki sem ga prevajal, je bil od Neila Gaimana, Ameriški bogovi, ki se pa dogajajo v Ameriki, in to so bogovi iz različnih narodov, ki so predstavljeni v Ameriko, pa pol ne vem, ko imaš tudi Zora Jutrajnaja, pa Černobog, tako se napisan, pač sem pustil, ker so to njihove identitete, ki so si jih dali v
Ameriki. Kdaj pa pustiš, kdaj si pa rečeš, to je pa njegova skovanka, ki je specifično za ta fantazijski svet. Zdaj ne vem, sneti, Sergej Hvala, ki je prevedel zdaj Gospodarja prstanov, je rekel, da si je naredil slovar. To si najbrž ti mogel tudi za Martina si predstavljati. Besed, da si se spomnil, kako si kdaj rekel, čemu. Ne? Ja, to, čeprav jaz sem tudi zdaj tako, kakšne stvari tam na začetku sem šel, še tako, ker sem imel pač e-oblike, a ne tekste, da sem šel kar nazaj malo gledati, kako sem po unmu, kako sem prevedel po fajlu, zaradi tega, da sem tudi malo konteksta še zraven dobu. Tam se je tako pojavil, ampak definitivno delaš z tabelami, recimo tam od Deva Pilkija, ki je zdaj stripovski klub Mačjega Mulca, ki imaš noter 21 žabic, vsaka s svojim imenom, ni šans, da sem spomnil, kako si nekoga prevedel, če nimaš tam napisanega, pa da gledaš. To mi je zdaj tako ena scena v glavo skočila, koliko imaš zanimivo službo ti, tako, da ti prije otrok tuf v pisarno, oči, ne morem zdaj žabice, moram prevesti do konca, sam še 12 je. A veš, tako, se mi zdi... Ne, ti žabice niso problem, bolj je problem, ta Dave Pilk je spet naredil eno premetanko, zdaj moram potuhtati, kako en stavek premetati od drugega, pa pol tretjega ven narediti in te so pol... Pejte svojo sabo, oči dela. Kaj pa dela? Prevajam, posluš to. Kdor smrdeč od risko kaka, gre po svetu rjavih nog. Na en tak zelo globok način ti zavidam to življenje. Kaj bi te vprašal ob tem, da si toliko vpet v to? Ne, zdaj sem si predstavljal, da kjer oprak sem ti kaj? Sem infektologija. Infektologija. Tekoče blato, tudi mi. Probo tako, da če bi bil kirurg, veš, da tako da otrok prehoče, kaj odprto srce imamo, da greš lahko. Tako kot ti v domači pisarni, eno operacijo na hitro popoldne. A si kdaj razmišljal ali pa boš, ali pa je to želja, da bi svojo epsko fantazijo napisal ali fantazijski roman? Ne, to me pa začaro. Ne, ni mi tega. Mislim, se ful bolj gibkega počutim v nekih krajših formah. Vse meni je kratka zgodba, mi je ena najljubših oblik, ali pa pravljica, pesem, sploh. To je, ne vem se, trenutno ne, trenutno imam pač, kar imam daljšega opaci, je ena knjiga, ki upam, da bo serija, ampak ne bo epsko-fantazijska, bo pa prismuknjena, tudi stvar, ki se mi že 3 leta mota po glav, pa jo bom zdaj končno, je, ki sem med korono prepovedal pravljice prek Facebooka in pokaj mi je zmanjkalo svojih in sem jih začel pač improvizirati, sta mratala mi 2 lika, Kika in Riki. In pač 2 pernata pustolovca in te dva bosta zdaj zaživela v knjigi. Planiram, da bo serija, upam, da mi bo ratalo vse spisati. Jaz pač za te, se pravi, da je dobro rekel, 9 do 11, nekaj tazga. Starost, zdaj, kar se pa fantazije tiče, malo fantazijska je pa ena stvar, ki sem jo pa glihkar oddal, je pa scenarij za strip po Krstu pri Savici. Za založbo Škratelc. Se pravi, oni delajo ta projekt, jaz sem z njimi delal Cankarjev stripu, pa Reformatorje. In oni imajo tudi pač Uroš Grilc, glavni te založbe, si je imel že predčasno, da bi on naredil te 3 velike slovenske epe v stripu in potem imaš Damjan Stepančič pa Goran Vojnovič, ki sta naredila Pod svobodnim soncem, pa so bili Bobri, Petra Škerla, ki je Tadej Golob. To je že teh. Te dva sta, ja. Zdaj sem, jaz pa z Jako Vukotičem zdaj delam Krst pri Savici, ampak je po svoje laže, ker une dva sta imela špehe, ne, Bobri 1, 2, 3, pa Pod svobodnim soncem, vse. Ta je kratek, in sem si tudi kar dost vzel svobode pri temu. Je kar nekaj fantazijskih stvari noter, glih zaradi tega, ker sem pač rekel, nočem narediti čist dobesedno tega, ampak dajmo vzeti to, kar je od spod pod to Prešernovo pesnitvijo in probati, kako bi to zgodbo oblikoval za to, da na nek organski način zadiha v stripu. Zaprav, tako da se pričakuje mogoče kakšen nepričakovan zaplet, ki ga v Prešernovi pesnitvi ni. Lahko pa povem pač, da je podnaslov Poslednja Črtomirjeva skušnjava. Tako da ne bo nič pohujšljivega, ampak... To se pa veselim. Tale Reformatorji v stripu je fantastičen, nisem vedel, da jih je več. Na podoben način narejenih, moram prav počekirati. To sem kupil na knjižnem sejmu takrat, ko sva se spoznala.
Ker si se nekaj zadrl za mano, Ja, pa še zdaj vem, sam, da ni bilo ime. Mislim, da si se zadrl siva cona. Ali pa sem se to Ampak bilo ful zabavno. Zato sem ga hotel biti smešen, ker se nisem spomnil ime. Ja. Moral živeti s tem. Tako je. Jaz te bom kar zdaj vprašal, sem mislil na koncu, ampak se vseeno, da nam pozabil. Zdaj si že omenil ful enih teh projektov, vključno s predstavo z Nikom, pa ta Reformatorju v stripu, ki ga zelo priporočam. A imaš najbrž neko spletno stran, kjer imaš vse zbrano, kjer te najdejo ljudje? Pisama.net je, kokar jo redno updatam enkrat na let, mogoče se malo spomnim, nova knjiga je. No, tako da recimo te izdelke, tam je recimo za pogledati o tem, vse, kar zdaj govoriva, recimo, da lahko tudi te stripe tako, in to tam najdejo. To pa povezavice polne založbe, kjerkoli je pa te predstave, a to še igrata z Nikom? Z Nikom igrava zdaj. To že dolgo igrata, ne? To je zdaj že 3. leto, teče. To je po svoje fino, je, kaj je šolska predstava, ker pač se generacije menjajo, sicer moraš pač, ampak so in tam mali zadovoljni in učiteljce, ki jih pripeljajo. Zdaj gremo letos novembra, gremo prav v Tübingen nastopat, gor, kjer je Trubar živel, tako da bo tudi ena taka zanimiva stvar, pa kot sem rekel, ne poleg tega, ker mislim, da imava tudi že pol januar, februar neke datume, pa še Saša Dostaretno delava, pa zdaj se pravi, če je bila ta taka zgodovinsko, pa mal, kako so delali, mi da delava pa NPZ, ni panike znamo, je pa pregled literature za tam 7. do 9. razred, ki pride v poštev za NPZ-je. Se pravi, ne obljublja, da bojo vsi top pisali, ampak da malo pomagava osvežiti. To je tisto, kar se mi zdi, meni je toliko škoda, kako je književnost v šolah velikrat pokazana na tak, a veš, bodimo resni, bodi prizadeti, trpeči, ustvarjalec, veliko bolečine je napisal to bolečino. Veš, da je lahko tudi zabavna, pa konec koncev, tudi če ni vedno zabavno nekaj. Se so tudi žalostne stvari, ampak da je zanimivo, da je neka substanca, da je neka emocija in da na tak način predstaviš ljudem, le je Prešeren, recimo, ne. Jaz sem ga začel brati na faksu in mi je rado ful všeč. Prej mi je šel na živce, mi je šel stari uno isto. Cankar, ki si star 7 leti, dajo uno pehar suhih hrušk, ti sploh naštekaš, zakaj so otroci so na odboju. To ne, pa ki si pa ne vem, 20, 25, jaz pa 40 sem ga začel pa orang spet in to je noro, mislim, in slog njegov, koliko je genijalen. Pri Cankarju je tudi to zanimivo, pravijo, da model ni delal korektur, da on, kar je napisal, on je pač toliko cajta v glavi mlel in kar je dal na papir, je skoraj brez popravka šlo k njemu, ker tako genialno, a veš, in jaz sem ena je nora. Tak način ustvarjanja v resnici. Meni so dal enkrat, ko so v Slovanski knjižnici, so imeli, mislim, da 24-urno branje njegovih del in so me povabili in so mi dali eno tako zelo neznano kratko zgodbo, ampak je super, v nekem politiku, ki zgubi možgane, ki mu padejo v vodo. Eden izmed, okay. Ja, in mu padejo v vodo in pol je on ves v paniki, kako bo on to prikril, da ne bojo zvedeli, da je brez možgana. To je Cankar napisal. To je Cankar, to so nore stvari so. In glih to, čeprav imamo tudi ena stvar, mogoče, če se vrnemo spet nazaj na tisto, kar smo se pogovarjali, kako je fino, da damo mladim za brati stvari, ki jih zanimajo, je tudi to, da mi imamo v Sloveniji super avtorice in avtorje, ne samo otroške, tudi mladinske literature, imamo problemske romane, ki so, zdaj ne vem, pač veš, če se res v zadnjih letih, kar bo od Janja Vidma, recimo Žiga X. Gombač, če recimo bi njiju izpostavil, imamo prevode vseh nekih stvari, se pravi, tudi ne samo iz tega glavnega angleško-ameriškega področja, imamo prevode iz drugih književnosti, izvirno prevajajo, se pravi, ni več tako, da bi prevajali prek nekih prevodov, tako kot se je včasih dogajalo, ker mislim, da prva Pika Nogavička je bila po nemški verziji, prevedena, sicer poetično pa noro, in lahko berejo, lahko dobijo. Pol v šoli se pa zgodi ta problem, ker doskrat je tisto, zakaj jim pa ne date tega za domače branje, zakaj pa za domače branje, ne vem, Lukec in njegov Škorec, pač preprosto zaradi računice, zato ker šolske knjižnice nimajo sredstev neomejeno. To je zelo podhranjen element.
v našem šolstvu so knjižnice. Ne? In pač ne more si tam prvošati, da bo zdaj pa kupili, če imajo 3 razrede, se pravi, koliko knjig bi morali kupiti nekih novih, da bi lahko dali to za domače branje. Ne? Tam pač tudi učiteljice so pravzaprav omejene s tem, kaj imajo pri njih v knjižnici na razpolago. Je pa res pa, da se pa spodbujajo, pa se ponujajo tudi nove, pa pol prek drugih kanalov, ne? Recimo bralna značka, kjer sem jaz tudi zelo veliko sodelujem, sem član programskega odbora, tudi hodim dosti po šolah s temi bralnimi navduševanji ob koncu šolskega leta ali celo na začetku, da jih malo dobiš. Ne? Recimo tam pa lahko dobijo, tudi se spoznajo in priporočijo knjige, ki so kakovostne, ki se jih splača prebrati. Pa mogoče tudi to, ne? Tukaj 2 stvari vidim, zakaj mogoče bi pa lahko kljub temu, da seveda šole nimajo budžeta za vse to nabavo. Prva je, da se nekako otroke uči ali pa opozori na to, da ima Slovenija fantastičen knjižnični sistem. Ja. Jaz sem full fan, oboževalec, da bom lepo govoril s tabo, oboževalec slovenskega ventilatorja, knjižničnega sistema in tudi, če recimo v šolski knjižnici imaš 5 teh izvodov, pa so ljudje recimo iz Ljubljane regije, imajo zagotovo lokalne knjižnice, kjer ne samo, da lahko ti dobiš, včasih ti naročijo iz druge enote. To je res super, to je noro, pa ta vprašaj knjižničarja. Ker o tem se mi zdi, da nismo v šoli kaj dosti govorili. Druga stvar je pa, da malo zginja ta arhetip in ta neka kultura domače knjižnice. Pa tukaj bom iskreno povedal, seveda se zavedam, finančne zmožnosti so različne, knjige so drage, ne more vsak imeti 200 knjig. Ampak domača knjižnica je blagoslov, totalno, ampak je pa res, da je to zelo, bi rekel, razredno pogojeno. Da je pač privilegij, da ne more pač. Ena stvar je pravzaprav, ne moreš zviška gledati na ljudi, ki nimajo domače knjižnice. Oziroma, če imaš človeka, je dal par 100.000 evrov za vilo. Ali pa avto, BMW, za vilo, pa da ene knjižne police nima, no toga lahko strati, to lahko. A veš, če imaš pa ti človeka, a veš, ne vem, pa gledamo čist nek park v nekih prekernih službah ali karkoli, pa ne moreš pa neki vikati, a vi pa nimate knjižnice. In zato je super, da lahko vsak otrok gre ali v šolsko, ali v občinsko knjižnico, in dobi, kar je. To je res pomemben člen, bi rekel, in vzgoje, in v kulturo, in v jezik, in smo res hvaležni. In še ena stvar je, res recimo doskrat, itak ker pa najstniki, kaj bomo mi te knjige brali. Jaz sem zmeri rečem, pejte v knjižnico in povejte knjižničarki, kaj vas zanima. Kaj vas zanima in ona vam bo znala dati knjigo, ki govori o teh stvareh. Pač sam ne si misli, vse knjige so take. Pejt, probi, daj priložnost 1, 2, 3 in boš videl, da lahko dobiš. Pa še druga stvar pri branju. Ti veš, kaj so od foha. Pač pravzaprav kako možgani. Dejansko je to danes tle, ker smo razparcelirani na 500 koncev, pa vsak zaslon ti bliska, pa itak bi sam za endorfin, da so možgani nova. Je pač knjiga te uči koncentracije. Dati možnost, da se umiriš, da se osredotočiš. In to tudi pač ta malem polje s pravim šolarjem doskrat je, da če vsake dolg cajt kakšno knjigo prebereš, to pomeni, da se znaš skoncentrirati in ko se treba učiti, boš manj cajta porabil, pa boš pa lahko delati stvari, ki so ti bolj zanimive, kot to nasnov. Tudi spodbujanje domišljije. Jaz sem drugače tudi ogromno računalniških igric igral in še vedno zagovarjam, da en velik del domišljije sem dobil od tam, ampak pa vendar, kako je v neki filmu, igrici, seriji vse na pladnju, ta svet ti pokaže, izraz človeka, izgled, napram eni dobri fantazijski knjigi, ki jaz zdaj v bistvu seriji sploh ne gledam več, ker tudi nimam toliko časa, da bi delal oboje in potem rajši berem, in ko ti lahko to vzameš iz police in nadaljuješ, kjer si končal včeraj in ti v glavi sam narediš ta svet, kako spodbujanje domišljije in nasploh, mislim, efekti na možgane, branja, in to se mi zdi to, kar si rekel, nekje te najstniki mogoče so že malo dovzetni na take argumente, da ni samo moraš brati, kar sem jaz rekel, ampak je tako, poslušaj, ber si, kar ti je všeč, beri zase, da boš. Važen je, da pa se nekaj bere. Pa tu, če 3 knjige na let, veš, pa je tisto džadžanje, isto to, nimaš knjižnice, prebral si sam 5 knjig.
Jaz sem imel med faksom obdobje, ko sem prebral 3 knjige na morju, pa čez let sam medicino. Pač nisem bral, nisem mi dal po knjižnici iti brati. Ti se meni doskrat, veš, kuno, ko prevajaš, 8 ur, 9 ur, kaže zvečer, te vesi boš prežgal, ker pač rabiš malo se odklopati od tega. Veš, zdaj sem pa da dopustil, sem pa špehe sabo vzel in jih bral, zato ker sem imel lahko fokus, in mir. Ful si mi dober dal istočnico s tem fohom in možgani, ker jaz sem si tukaj pripravil še nekaj, ki je pa malo bolj medicinskega, da podebatiram s tabo. Jaz bom malo vode, se moram malo pohidrirati. Da presekam, pa bom šel na pravljice, ker me to še niso toliko pa otroško bolj, iz mladinske, ampak vmes bi pa šel še malo na jezik, bolj iz tega vidika branja knjig v ta notranji jezik v glavi, ki ga imaš, ki ti pomaga, ki je najbolj zate drugačen, če pišeš ali pa če prevajaš. Namreč, ker sem ene par raziskav prebral in kažejo, da ta notranji govor, ko se ti tudi s tabo pogovarjaš in svetu, je zelo bistveno orodje za kognicijo, to za samoregulacijo, načrtovanje, reševanje problemov, samonadzor. Primer recimo je, da pri depresiji je pogosto z nekim ponavljajočim se negativnem govorjenju, pri schizofreniji imaš lahko itak neke halucinacije kot ta moten dialog in potem na kak način lahko ta dialog uporabiš za svoje dobro. Primer je čuječnost, kjer ločiš te misli vsiljive od tebe, ali pa da v tretji osebi o sebi govoriš, ti zmoreš, ti si v redu in tako naprej. In zdaj me zanima, a ti misliš, da pri tem, kjer je tudi trening obstaja, seveda recimo meditacije tega, kako se pogovarjati s sabo, kako razmišljati, a je tukaj tudi mogoče važno zdaj tvoje izhodiščno besedišče pa odnos do teh besed samih, a veš, ali je samo namen? Pa ne, jaz mislim, da zdaj itak smo lahko klišejski, pa rečemo, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Več, ko imaš bogatejše besedišče, oziroma se zdi, več izraznih možnosti imaš. Lažje, ne samo do sebe in do sveta. Lažje ti določiš neko stvar. Se pravi, lažje jo opišeš, lažje razločiš dve stvari, ki sta mogoče na pogled zelo podobni, ali pa ne, tako da to, mislim, ta moj dialog je, me zakrat dosti tega dialoga, me je bilo zanimivo prej, ker spravo, pa kad ti bereš fantazijsko, pa se ti rišejo svetovi, jaz ful nisem tak. Jaz nimam vizualne predstave nobene. Ne, to je res, pač meni, če rečeš, zdaj zamiš, pa si predstavlji neki... Medvode, recimo. Ne vem, zdaj spomnim se, kako, ampak ne vidim, pač jaz nimam tega, ker to sem doskrat že nekaj, vem, da smo na gimnaziji, pa ko smo imeli prefaksah, se tudi nekaj z meditacijo ukvarjal. Smo imeli tako nekaj, pa je bilo tako nekaj, da smo sprobavali, da imamo to, pa ta ne žoga, pa je pol tako, pa primeš, vsi so nekaj, jaz pa, ampak meni pa pol, ne vem, meni pa pač verbalno, jaz pa verbalno, pol vse, mogoče tudi zaradi tega sem pol zelo velik, bolj se osredotočam, recimo pol na slog. Pripisan, da mi je pomemben to, kako je napisan, da imam zelo rad, da pravzaprav, da so neki, bi rekel, bizarni slogovni prijemi, tudi ne take so mi všeč, da mi je ta bogatost jezika, res ta Mart Lenardič, ki sem ga prej omenil, je, ki ima neko stvar, mislim, da bi Andrej Eskubic rekel, kakšen že, ne subverzivni sociolekt, ampak je eklektični sociolekt, se pravi, ki jemljaš z vseh ravni jezika, pa mešaš, recimo on ima, pa je ena taka čist simpel, ampak tako, ki vsakič kaj nekdo ne začne, ampak uporablja jeti, se pravi, ta jel je starinski glagol in je tako, kako to neki pobarva. Pa jasno, zdaj, če bi pisal znanstven članek, tega ne moreš napisati. Da bi rekel, jeli smo s preparatom A, Razumem. Bi vas čakaj, ni to strupen, zakaj so ga jedli? Jezik ima, se mi zdi, v tem kontekstu drug namen. Ti želiš v znanosti imeti čim manj variacij. Ti moraš biti precizen. Če mi mislimo ta stol, ga moramo vsi isto upisati. Medtem, če 10 pisateljev rečeš, upiš mi to sobo, boš upal, da bo vsak imel svoj slog. Na ta način, tako to je čisto ločeno, se strinjam. Ampak točno razumem, kaj praviš, da rad najdeš te neke slogovne začimbe, ker se spomnim, ker berem seveda tvoje tudi slikanice in prevode, zelo rad z Mino. In ena mojih najljubših je Vitez reče ne, ker je tudi zelo lepa zgodba in taka art.
In noter imaš tudi, recimo, da ljudje podurhajo v čumnate. Ja. Ki mi je tako, bi rekel, zginejo hiše ali neki. Ne? Ja. Oni podurhajo v čumnate in sem jaz bral, in sem rekel, demet. Pa valjda se vse rima, ne? To si car, ne? Ampak tako res. Tle v tej slikanici je en feler noter, ki ga amben ni pogruntal, dokler nisem enkrat, so me upozorili. Namreč, jaz sem prevajal, nisem imel slikanice, pa sebi, ampak sem imel PDF. Aha. Sem rekel, ok, se na približno vidiš, kaj je, veš, un tekst. In pa imaš tam 3, ki prinesejo, ki so se pravi, mesar, pek, pa ribe ima en. No, v glavnem mi jaz to prevedem, mesar, pa pek. Pa in pol, ki je že šlo, pogledam in ni pek, ampak je bila pekarka narisana. Ja, tako. Ne bi moral drugače to uporabiti. Ampak ja, ne, ti sploh z... Bolj je disturbing, ker bi znal na pameti povedati ta segment. To, kar sem prebral. Ampak ne bom. Ja, no, ampak lej, to pa je zanimivo. Ne? To sem pa najdel, ti bo mogoče sploh kot nekomu, ki so ti besede življenja na nek način. Ena študija 2024, Univerza v Wisconsinu je uvedla nov termin. Anendofazija, in sicer za teh 5-10% ljudi, ki nimajo notranjega dialoga. Dejansko, težko si predstavljaš, kako. In so gledali, da jim to, da nimajo notranjega dialoga, dejansko spremeni recimo njihovo percepcijo in njihov spomin. Če recimo ti imaš nekaj besed, ki se rimajo, ne povej mi 5 besed, ki se rimajo, to boš ti lažji. Drama, pižama, galama, krama, Shodreč podgana, sem to zvedni rima, te zdaj aliteracija. Lama. No, in recimo, če daš te drama, pižama, lama, mene skoraj jih lahko ponovim. Ja? Če to nekomu reče, da si zapomne, ki ima to anendofazijo, da si jih ne more v glavi porimati. Si jih bo ful težko, ker on si bo predstavil pač ljubljansko dramo, pa lamo ločeno, pa tebe na odru, ne bo si jih mogel povedati. In isto, če mu pokažeš recimo sliko, ne vem, mačke, pa značke, policijske, pa rečeš, a se te 2 stvari rimajo, bo ful dal razmišljal. On bo rekel, čak, veš, ti rečeš v glavi, mačka, muca, mačka, značka, veš, in je zanimiv, oni niso krnjeni v življenju, da bi zdaj ne vem, bili manj sposobni, ampak ta način, da si ti lahko to rečeš, ne, in mi je blazno fascinantno, se to bojo še raziskovali najbrž na ta način. Ti kaj pa to, ne? Ta famozni chat GPT zdaj. Če se dotakneva. Če se dotakneva, čisa, boh. Veš zakaj? Moje izhodišče je to. Jaz sem vedno asociiral to, da si ti lahko en polpismen mail napisal, ali pa sporočilo nekomu, pa pismo, karkoli, z neko bazično izobrazbo, pa inteligenco, ne vem, inteligenco niti mogoče ne, si imaš ene fantastične, pametne fizike, ki nikoli niso brali, recimo. Ampak se mi je zdelo tako neka bazična izobrazba je, da znam jaz 6 stavkov napisati profesorju mail na nek spodoben način. Ne? Kar je zdaj seveda absolutno ne pove več nič. Ker ti s ChatGPT ima neko dikcijo, ki je formalno taka spolirana in ti jo ponudi. Pa je zanimivo, če se s kom tako dopisuješ, pa ga pa srečaš v živo, pa ne zna, veš, več kot 20 besed povedati. Ampak kaj misliš zdaj? Jaz si spomnim predstavljam, kako te nove generacije se šolajo. Ne vem. Uporabljaš to, da te najprej vprašam? Niti ne. Priznam, da ne. Nikoli se nisem... Nekaj sem sprobal, pa... Ko imamo že tako ekstra preverjati, ali se mu slučajno halucinira, je dal ta prave podatke, ali se spomni neko študijo, ki ne obstaja. Bral sem eno super knjigo, Andy Stanton. Njega sem spoznal zato, ker sem prevajal njegove knjige o gospodu Gnilcu, Mr. Gum. To je tudi eno, mislim, da letos ali naslednja spomlad bo zaživela v Lutkovnem gledališču. Se je režiser odločil, da to bi pa delal. In je naredil knjigo, ki jo je napisal skupaj s ChatGPT-jem, ampak je Benny the Blue Whale. Je fora zato pač ni kao, jaz sem zdaj to dal mu prompte, pa je napisal knjigo, ampak zato, ker pa vsakič, ko da on prompt, pa on napiše, tako kot ChatGPT ponovadi napiše, ne vem, 1 odstavek ali 2. Tako, ja. On zraven komentira. Kako je to, zakaj, kako je potem, recimo, kako on ustvarja, kako se razlikuje to, kako je nek drug avtor pisal v ustvarjanju in je pravzaprav dejansko študija kreativnosti, pa zraven komentar, kako dejansko je to vse pravzaprav, kar nam dajejo te ChatGPT pa vsi te drugi, veliki jezikovni modeli, je pravzaprav samo
kopiranje, preslikavanje že obstoječega. Vzorcev nekih obračanj. Tukaj zdaj obstaja ta nevarnost, ker se jasno, zdaj te jezikovni modeli futrajo tudi stvarmi, ki so jih že ustvarili jezikovni modeli. In nek začaran krog tega. In bomo dobili neko rekurzivno znako in sčasoma se bo ta jezik njihov, zato ker se bojo učili s tem jezikovnim modelom, zgolj siromašil. Ena taka stvar je, pa mislim, da za te jezikovne modele, da sem imel tudi pač pregledovalce. In se kako v angleščini imaš prav neke fraze, ki veš, da če se pojavijo, pa zdaj ne bo, da je to zato, ne vem, ker so neko v Afriki so pregledovali v eni državi in je neka fraza, ki je bila tam zelo priljubljena in so pač unikati dali na dve izbire, so oni zmeri kliknili to drugo, kaj mogoče enemu v Angliji ali pa v Ameriki rojenemu govorcu ni najbolj naravno, bi drugače pomislil, ampak ker je bilo tam pač drugo kulturno okolje in jim je bilo to in so to klikali, da ta je boljš in ti pa začel ponujati to frazo. Ta njihov jezikovni model je to ponujal. Se pravi, voljenih teh, pa seveda zdaj, kako so se učili, to je zdaj vprašanje tudi teh pač avtorskih pravic. Mi smo pa slučajno, mi smo tle metali, slučajno smo poskenirali vse te knjige, ki so bile tle, komu pač, ne, nismo. Tako da tle je zelo, zelo siva cona. Pri nas je zdaj sicer kar tudi, recimo, zdaj mislim, da se pa tudi se, vem, da je Jasmin B. Frelih nekaj pisal o tem, pa tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev se zelo pač bojo ukvarjajo glede tega, kaj bojo ti jezikovni modeli lahko brali, kako je pač, kako tudi prideti. Zdaj vemo, tam imaš na Amazonu pa teh podobnih tržnicah, kam imaš pa ljudi, ki ti, ne vem, dajo, ne vem, toliko in toliko knjig, ki so jih napisali s tem in jih pol tržijo. Mislim, da je Macini to enkrat objavil in članek je bilo, da so dali, da več kot 60 knjig na teden, ali koliko, pa ne moreš objaviti, pa si pa sumljiv. 60 knjig na teden. To je. Torej se ne počutiš recimo ogroženega za svojo službo. Jaz imam to srečo, se pravim, da in prevajanju literature, prepisanju literature, da je vse toliko nečesa še potrebno. Jaz sem krat probal z DeepLom nekaj delati, pa se čisto, ne vem, imel sem en strip, ki je mu na koncu neke 2-3 odstavke o prirodoslovne in sem rekel, dajmo to, da ta tekst noter čisto sam zato, da vidim neka 2 termina, ki jih nisem poznal, da bi mi skrajšal čas, iskanje in sem dal in točno v 2 terminov, ki jih jaz nisem poznal, tudi tu ni poznal. Mi je dal nekaj dobesedno. To so stvari, ki jih imaš. Problem je že, mislim, tudi brez teh language modelov so stvari, recimo, ki prevajaš kakšne, doskrat se ti zgodi, jaz, ki sem, ne vem, neke te otroške slikanice, pa so bile živali, no ti pa gledaš, kako je pravo ime, no tipkaš latinsko ime in ti da nekaj reče, saj to, ampak ko dobro pogledaš, vidiš, da ni bila Wikipedija, ampak nek klon Wikipedije, ki je samo pač dobesedno strojno preveden in jasno ti neko angleško ime prevedel v slovenščino, in ni pravilno. Včasih, mislim, tega je. Meni drugače, jaz sem ga začel uporabljati par mesecev nazaj in mi je super kot nek asistent, ko rabiš malo več kot Google, ko rabiš nekoga, da ti prikrajša čas, da ti nekaj razloži, da ti nekaj poveže. Mora biti pa na vsako sekundo pozoren. Enkrat sem mu napisal, mislim, da kako rečejo Nemci ošpicam, in mi je napisal ošpice v oklepaju ali rdečke, zaklepanje, popolnoma drugi bolezni, pa mu napišem, ošpice in rdečke niso isto. Imaš prav, kao, fulko. Sam testiram te, če si pozorn. Sam probo sem. Tako da, ful mora biti previden. Nisem te vprašal, če se počutiš ogroženega, zato ker bi rekel, da bo zdaj tvoj kol prevoda in pisanja, bolj zato, ker se mi zdi, da veliko bralcev je pa zelo nekritičnih lahko, do točke, da mu tista, ki si rekel, splošna dikcija čist pa še isto in ne bo znal, a veš. Ja, veš, kaj je tudi problem, pravzaprav dejansko je to, ker sploh pač teh nekih tehniških prevodih, to se dogaja, da če zdaj že oni naročniki ti sami dajo skozi ChatGPT ali pa neki ali DeepL ali karkoli in ti pol dajo, kao da je sam preglej. In zdaj pravzaprav dejansko se oblikuje nov poklic, ki je pač korektor strojnih pravil, kako ne veš še, kako se pač glih to, ampak je spet, pač, ker ni čisto prevajanje, ampak obenem je pa več kot zgolj neka lektura. Zaprav, včasih moraš cele stvari na novo delati. Zaprav, tukaj so pač druga, bolj te strokovni prevajalci,
v to vključeni in bo pa zanimivo, ker ljudje pa itak delajo, ne, večinoma po liniji najmanjšega napora, najmanjših stroškov, a ne, in če lahko na hiter strojem neki pašpare, tudi če jim ne bo tako, kot bi morali biti, bo večini bojo rekli, da vse je v redu. Je pa tle, se mi zdi vseeno literatura, knjige, da so na varnem še in mislim, da kdor recimo se kdaj sekira, da se mogoče bi pa to lahko ta AI spodrinil. Jaz sem en tak zelo zanimiv in lahek preskus, ki ga lahko vsak naredi zase, da vidi razliko. Ne? In sicer vzameš neko knjigo, nek tekst in vzameš en paragraf, ki se ti zdi zelo dober napisan. Ne? Kar pomeni ponavadi, da je ekspresiven, emocionalen, lih prav razvlečen. Ne? Jaz sem to naredil namreč sicer v angleščini z enim izsekom iz knjige Lonesome Dove, Pulitzer Prize, knjiga fantastična. Ne? In sem vzel en del, ki mi je bil top. In pol vzameš to, prepišeš, lahko tudi slovenske, in napišeš ChatGPT-ju, kao nekaj pišem in ta del se mi zdi dovolj dober, ali ga lahko izboljšaš. In tega Pulitzer Prize, ali ne vem, enega kresnika vzemte, on napiše, seveda, ta del je res, kao, ko malo se strinja, res je, malo mu manjka in poti pač ga vnič. Dobesedno, del, ki sem mu ga jaz dodal je 6 pridevnikov, razvleku, na konc tiste najbolj, zlajnane zraven, če je bil, they have no, on je napisal, ne, da nekaj zavida mladim, ne bom zdaj povedal točno, ker ne znam na pamet, ampak they have no sense of the swiftness of life in on je pa to the brevity of the experience. Čim več besed, čim bolj, ne, that runs through the fingers like sand on silka, veš, tako, prebereš tako, ne, hvala, da si, točno to, in mogoče, ko vidiš te dve side to side, takrat si pa lahko tudi en bralc, ki ni zelo zahtevan bralc, ker tudi jaz se nimam za, ne, tudi nisem Finnegan's Wake, ne bom bral, recimo, ne, bo rekel, okej, ne, ta prvi del drži vodo, ta drugi ne. Tako, tak lušen poskus za kdaj. Ok, zdaj pa to, ne. Otroška literatura. Pravljice, rime, pesmice, ko postaneš starš, ti odpre en svet, če si ti starš, ki bere z otrokom, kar upam, da si, en svet teh slikanic, pravljic, vidiš, da niso vse enake, vidiš, da so ene toliko odlične, da se ti veseliš unga, bedtime, rutine pred spanjem, da jih bereš. Daj malo o tem povej, ker vem, da si zdaj not. Zdaj že, tam malo je že to velik, da... No pa izvidika mogoče prevajalca. Itak prevajalca, itak, da zdaj jaz bom najprej rekel Anja Štefan, zdaj glih je to, kar si rekel, pač, da si me to... Good fans. No se tudi dogovarjam za podcast. To je, meni ona, pač, mehkobo, kakšno mehkobo jezika ima ona, to je noro. Kako je pravzaprav vsaka beseda točno tam, kam mora biti, vsaka se tam upogne, tako kot mora. Meni je pa od vseh teh otroških, ampak to pa, kar sta naredila skupaj z Tomažem Lavričem, te 4 črne mravljice. To imam pa na odrasli polici poezije. Ampak je hibrid. Tam je uno, pač kako je že, da ima glavo polno idej, ne, pa vzela list, pa nič bolj ga gleda, nič noče na list. Zdaj izbira, mogoče če že sam pri tem, kako kakovostno izbirati. V prvi fazi gremo itak vsi starši na to, da otrokom hočemo pokazati, kar je bilo nam super. Zato večno živijo Maček Muri, Muca Copatarica, recimo pri nas. Je tako zanimivo, kako je po moje strani, pa po pri bratu se videl, kaj žena njegova prenese isto slikanico pesmi, kdo bo z nami šel v gozdiče, kako so neke stvari pač tako noter prihajajo in ti hočeš, ker so to tvoji eni osnovni spomini, nekaj lepega. Čutiš, da so te izoblikovali na nek dober način. In daš in rečeš, evo, vrabček čaka mamico, stiska se obvejo, in tako naprej. In bereš pa jasno, začneš iskati, in je najlažje pač gledati Zlato hruško, to v knjižnici tako vidiš, ko ima nalepkico gor, se pravi nagrada, ki je nagrada, priznanje, ki ga podeljuje pionirsko, zdaj tudi še Združenje knjižničarjev Slovenije, se pravi, ko izberejo, pač pregleda vsak let vse, kar je šlo v pretekli sezoni in pač rangirajo, povejo, to je super, to ni toliko, lahko, če si zelo egzaktna oseba, zelo picajzasta, lahko dobiš celo njihov katalog, prebereš, noter za vsako knjigo obrazložitev, zakaj je dobra, kaj je.
Jaz recimo pišem za Ciciban, zdaj mislim, da že 6. leto pižamovo bradno značko, kjer tudi predstavljam knjige in kaj se splača brati. Potem imaš seveda vse te nagrade od Desetnice, nagrade Kristine Brenkove, Večernica, ne, je Facebook skupine, kjer se predvsem pa naj sprobavajo, vidijo, kaj je otroku, a ne, kaj mu je zanimivo, naj jih ljudi ne bo strah dati tudi pravljice, ki govorijo o kakšnih mogoče malo manj prijetnih temah, ker to je pač dejansko fino, ker se otroci pol srečajo z nečim neprijetnim v varnem okolju. In razvijajo lahko pol neke sisteme, pa kako pač se s tem soočati, ne, če pride do tega. Pa tista stvar, ki tako vemo, tudi veš, ne, pač, da lahko prebereš še toliko in tokrat, da te mali uznal na pamet in pa hoče zaspati. Ti že na pol kinkaš in reče, bom jaz zdaj tle preskočil en odstavek. Ne, oči! Ali pa besedo. Besedo, kao ta je predvsej zapletena za njo, je zdaj debilno, ne. In pol zamenjam. Ne, in je pa recimo Ester brala en dan prej. Ne piše to. Druga beseda. Meni so bili najboljše te stvari. In čas mi je bilo žal, da se nisem tega zapisal. Kaj ti že kinkaš? In ti bereš in na pol otrok noče zaspati, ti še kar bereš in kinkaš in pa kar neki blodet začneš, kar neki po svoje greš naprej. Ne, ni prav. Pri meni je to dostakrat tako nastalo, dejansko kaj se skriva očko v bradi, nastalo tako, ker smo pa zvečer se hecala, kaj bi lahko, pa sem se sprot zmišljal, pa testiral Rime, pa kaj bi lahko bilo, kako in pa laufat, ki je zaspal ven, pa pisati, pa sem že na blok imel zraven, tam pojste, da če je bilo, da sem napisal, si noter. In te pravice so tako, in pa nastajanje samo. Jaz sem tak zelo človek, ki rabi eno brco urit za ustvar. Pač ideja je polno, sam pa spravce zraven. Meni je bilo, ko so meni že takrat, ne vem, pa pred 20 leti mi je Alenka Veler, ki je zdaj tudi moja urednica za Pasega moža, pa Irena Matko-Lukan, ki je za slikanico urednica obe na Mladinski knjigi, ki sta še delali na Cicibanu. Nekrat Alenka reče, Pižan, daš ti otroke, mi boš začel za nas kaj pisati. In itak, se začneš, ampak tle je bilo, mislim, da zelo največji input za dobo pa od lahkonočnic, ki so začele nastajati. Jaz sem prej že z A1 sodeloval plažnice, nekaj za odrasle kratke zgodbe, pa so rekli, super bilo, bi še tle tudi za otroke, ki bomo. In mi je bilo super, ker so rekli, 5 pravljic imamo, rabimo, do takrat jih rabimo, piš. In začneš, in gruntaš in pravzaprav tam v prvih 2 kosih, mislim, da je tam nastale par takih, ki so od, ne vem, so še zdaj, ta rdeča pozabljiva kapica, ki je zdaj še zmer železen repertoar mojih pripovedovalskih nastopov, polje, ne vem, restauracija pri Nagravžniku, Dedek Mraz zamuja, ki ste zdaj, da boste išli tudi v eni antologiji Cicibanovi z zimskih pravljic. Ravno to Dedek Mraz zamuja tudi razvijamo za risanko, da delamo, se pravi, nek 25 minutno risanko, delamo z Invido. Smo zdaj v fazi pač premetavanja še stvari malo, kako bomo vse skupaj počeli. Miha Hočevar je zraven priklopljen kot režiser in tako da, pa kad ti reče, zdaj pa moraš delati, pa moraš, ne. To je ta najlažji. Mislim, da tle je, kot si tudi rekel, da delajo tudi za risanko, je treba omeniti tudi položaj ilustratorja zraven. Koliko je važen, ko se avtor otroške literature nekako ujame. Mi imamo v Sloveniji, se mi zdi, toliko fantastične in različne ilustratorje, da je še ta podoba skupna, tudi za take risanke bolj. Je pa pri lahkonočnicah, ki so drugače v aplikaciji na spletu tudi zvočnice. Me zanima, a je tukaj pri pisanju knjige, ki veš, da jo bo nekdo recimo tudi poslušal na radiju, a je to pol more biti kaj drugače. Vem, da specifično si tudi ti bil pri tem pol zdaj v njihove nove logopedske pravljice. Kako je pa zdaj tukaj ta distinkcija ustvarjalnega procesa? Itak te otroške pravljice so vse nekako mišljene za glasno branje. To imaš pa prav, Tako da je, tako, veš, da jih bojo ponavadi, jih otroci ne bojo in bo nekdo bral. Se pravi, da moraš mehen vsem, moraš
merkati na strukturo. Jaz, ko sem jih začel pisati, sem imel zelo, sem rabil nekaj časa pri otroških pravljicah, da sem šel lepo jasno kronološko strukturo, ker jaz sem imel, ko sem pisal kratke zgodbe, jaz sem vrsto let za revijo Joker pisal, kratke zgodbe, sem zelo videl vpliv Martina. No, da se pravi, kar Martin vsako poglavje strukturira kot neko kratko zgodbo. In doskrat imaš pač začetek in potem imaš neko spominjanje še nazaj, ker se spominjajo, kaj je bilo vmes, pa razmišljajo pa to. In jaz sem tudi doskrat, tako pravzaprav sploh pa, če delaš, ne vem, neke zgodbe s twistom, z zasukom, je ponavadi tako neki nastavš, me bo kaj, pa greš malo nazaj, pa spet se danjost, pa malo nazaj, sploh ne, če to nek bolj grozljivka ali nekaj tazga, da napeto zgradiš, ko počas pa odkrivaš, kaj vse se je zgodilo. A ne pri pravljicah tle si ne moš, pač, ker tudi ne bo pol šel, ne vem, kaj bilo že tam nazaj, preskoče že tak je krajši format. Tako da tle kvečemo tako, da merkaš, da se lepo bere, da tudi jaz pač pa probam kar glasno prebrati parkrat, polka je napisana, iskati, kje je, kje kar se zatika, kje bi lahko lažje kaj prebrali. Te logopedske pravljice, smo jih pa zdaj stvarjali, so pa sploh zanimive, zato ker je pa vsaka pravljica od 8 je imela svoj glas. Se pravi, vsaka pravljica je bila zgrajena okrog enega glasu. To so bili te, ki jih otroci imajo največ težav, se pravi LR, pa C, S, Z, Č, Š, Ž. Zdaj, jaz sem bil tudi izkušnjo, ker sem vozil otroka svojega k logopedini nekaj časa, tudi, da sem približen že tako tudi imel odprej neko predznanje, kaj se tam dogaja, kakšne so te logopedske vaje, kako je bilo, kako sem, na prvi sem mi rekel, no, vi ga ne boste učili šumnikov. Sem rekel, vem, mi je že Ajda Kalam povedala, da so neknjižni. In sem pol ne iskal, se pravi, za vsako pravljico je ta glas, ki je, pa zdaj iskati besede, ker so spet rekli, da je ta Monika, logopedinja, ki je sodelovala zraven kot strokovnjakinja, ali pač, da ni dovolj, da se sam začenja. Ti rabiš potem te glasove v vseh legah. Na začetku besede, sredi besede, na koncu besede, se pravi, pa tudi to, da mogoče kdaj je kakšna stvar že napisana, pa se še izgovori, vse to nekako moraš pa v glavi imeti in pa sem se jaz delal sezname teh besed, pa malo brskal, pa tukaj to, pa kaj bi bilo še, pa iskal, pa ne vem, šel na Fran, pa po SSKJ-ju iskal, veš, da mi beseda, ki se končajo na Š, pa gledal je kaj, take stvari. No, to bi ti lahko ChatGPT povedal. Ja, ne. Jaz sem eno šalo za ChatGPT, ki jo pravim, pač biolog pravi, kako se da, sem prav, ker na šoli povem, zakaj ne glih ChatGPT za seminarske uporabe, sem vprašal ChatGPT, če mi lahko našteje 3 najbolj znana dela Franceta Prešerna, zdaj, 3 najbolj znana dela Franceta Prešerna so Zdravljica, Naša četica koraka in Ivan Cankar. To bi komod dobil od njega. In zato grem raj sam brskati, pa iskati še kaj, kar ne bi. In pa je bilo to, in ena stvar, ki je bila tudi še sploh specifična pri teh logopedskih konočnicah, je pa to, da ti pa tukaj želiš, da potem otroci ponavljajo določene besede, se pravi, za vsako pravljico treba napisati še eno pesmico ali števanko, neko rimo, ki je bila mišljena za to, da on zapomni, da on ponavlja. In seveda spet, če je ritem, če je rima, je dosti lažje ponavljati, lažje si zapomniš, da je ko je že slaba volja, dobra volja v hiši peša, še ga mož vam smeh nameša. Si slišal te neknjižne šeje? Kaj pomeni, da so neknjižni? Neknjižni, fora je, da imam mečken čelju zamaknjeno in pač rečem š, ni popolnoma zaprto in mi prstran malo haja ven. Moral biti pa š. Tako, stal imam neko gumo, ki puša v stih. Jaz bom dal link do teh lahko nočnic dol pod epizodo, vključno z vsemi linki, kar so zdaj govorila, je pa tudi aplikacija. Jaz jo imam zelo rad in zelo priporočam. Veš, kaj bi še sam to... Lahko sem še eno stvar. Ja, najprej ti, jaz vam zapisam, jaz nam pozabil. Mene dolgih pri tem moram to povedati, pri teh
lahko noče sem bilo glihto, pač začele so se kot pravljice, dejansko bilo ful dobro, ker je bila ta pač medgeneracijska povezanost in so dali jih dejansko upokojenkam in upokojencem, ki se jih najo v domovih za ostarele, ki so bili. In so oni snemali najprej. Snemali branje tega. Branje, ja. Najprej je bilo tako, da je bilo, bilo prvi par sezon prav kot detki in babice, da bi pa so pa šli na igralke, igralce in če ne bilo, pač zaradi tega, ker sem imel svojo pravljico, sem imel pač Jurij Savček je bral eno mojo pravljico. To je bilo meni, a veš, ker se tega Viteza Vaneta in Troglavega zmaja. Meni je bilo, ne vem, a veš, glas, to si misliš pač, kad si kot mulc, kad si religiozno gledal Maxi Pacific, pa Pipi in Melhijad, pa Palček smo in to, koliko noro in pol, a veš, si veš 40 plus in gospod Savček vzame tam pravico in ti ga gledaš, tam pač, kako on to beri, to so pa take, ki se ti tako poveže, kdaj je življenje, na tak nepričakovan način, ne. To je res, to je res lepo. To je bil zdaj ta patetičen trenutek v izvirnem pomenu. Beseda, Čeprav si bil kar čustven tudi. Ja, v izvirnem imenu, tako je. Hotel sem reči še to pri pravljicah, kako je lepo. Kot si rekel, to je dobra poanta, nikoli nisem ozavestil, kako starši imajo svoje heroje forsiramo, ker zame je bil pa to recimo Andrej Rozman Roza. On je meni, ta njegov slog, ki je vedno bil tudi malo na forice, šale, pa otrok proti staršu. Vedno bo mleko, nikoli kakav. Kričalo še, ko si ga brisal iz stav. In je pa pol to blazno lepo, kako si pa otrok, ko opaziš, da on začne svoje favorite imati. Pa niso vedno tvoji. Zdaj tako, bodo on spet tole. Ne. Dejno, veš, že dolgo. Pa nas smo imeli Vihca z Vrhovišnika. Neka nizozemska knjiga, ampak dolga, pač 3 knjigice v eni in pač tudi, in to smo, mislim, da je ne 3 ali 4 morali prebrati. Super je, topla, prsmuknjena, ampak tako, a lahko že kaj drugega. Ne, to bomo. Ja, in to pravijo, tudi to sem pa se pogovarjal tudi z temi razvojnimi psihologi in to, da je fino potem upoštevati otroka. Tudi, če si isto stvar prebral 10-krat, on mogoče hoče še nekaj razčistiti v glavi, hoče nekaj slišati. Čuti to na nek način. Ena stvar taka je pri pravljicah tudi, kaj je še treba. Pri pravljicah ti rabiš točno ločitev, kaj je dobro, kaj je slabo in mora imeti razrešitev na koncu. Se pravi, ti ne moreš imeti Tiriona v glavni vlogi, ker otrok hrap, to je G.K. Chesterton, če poznaš, on je te Father Brown story spisal o detektivu, ki rešuje s pomočjo intuicije, sicer rekel pač, da pravljice so pomembne, ne zato, ker nam povejo, da zmaji obstajajo, ampak zato, ker nam povejo, da zmaja lahko premagamo. Top je. Bolj lepo. Zagotovo te zelo ambivalentne o sivinah, to ni to polk, si kasneje. Otroci, danes pa pravljica o Toniju Sopranu in Walterju Whiteu. Recimo je. Ampak isto, odkar imam jaz hčerko, moram reči, da tudi pišem, in mogoče nekoč izdam svoje, ker tako sem začel tam še v predšolski dobi, sem jaz začel s pisanjem pravljic in pesmic, ki so bile podobne, sem ciljal na slog Roze. On je bil moj idol. In zdaj z Mino sem se vrnil in tako govorim, ona pol večera bereva, pol hoče izvirno. In sem rekel, in sem začel tudi pisati in se mi zdi, da tako, a veš, tudi zame recimo, da bi nekoč, kot si ti rekel s Jurijem Savčkom, da bi jaz napisal neko pravljico ali pesmico in bi Marjan Manček ali pa Zvonko Čoh, moja dva hribci in z Rozo Čoh, a veš, da bi zraven njegov art bil, pa mogoče kakšne tudi novejše, Maja Kastelic in tako. Kakšna čast in veselje bi to bilo, da bi, tako da čutim to, da ko imaš otroka, želiš na tak način pisati, je pa to drug notranji glas. To je nekaj drugega. Ampak glih to pa, ker praviš, da si želiš, da bi to meni se tudi zgodilo, ker me Tomaž Lavrič povabil zraven, ki je delal Slovenski klasiki 2 v stripu, ki je pač prva je bila zbirka, tam smo tudi z dečekom tam nekaj naredila, z njim, ki je drugače Šnofjevo druščino, v glavnem, in me je prosil pač kao, da nas je pa par avtorov, ki nas je on parodiral, da smo pa tudi njegove, veš, in je on me je sparodiral, kaj se skriva očko v bradi, na en tak zelo dark način na stripu, in tako, slišiš pismo Lavrič, ali pa Tomaž Lavrič vzame tvoj del in to, ko se začne povezovati, je top. Eno vprašanje imam zate, ki ti ga nisem dal v istočnice, ker sem te hotel
presenetiti. Predlani smo bili na morju, Mina je bila torej stara še niti ne 3, no, skoraj 3 leta. In moja mama je, ko je ona risala karkoli, ne, s kredami po tleh, je skozi govorila, ne, babica zaljubljena, to je umetnost, joj, Mina, In mi dva greva na plažo enkrat z Mino in ona mene pogleda in reče, oči, kaj je to umetnost? No, Boštjan, kaj je to umetnost? Kaj je to umetnost? Pa razloži mi, da sem trister, da bom razumel. Da si trister. Ok. David? A lahko daš večilen van, David? David, a je treba plenico omeniti? David? Okay. Lahko sem star 6. Lahko sem star 6. Jaz bi rekel, umetnost je pač tist, kar nas dela ljudi. Umetnost je tist, kar čutiš v sebi, da moraš izraziti. To se mi zdi to. In da skušaš pa izraziti zato, da bi ali z nekom nekaj delil, ne, oziroma ali pa da opozoriš na nekaj. Zato, ker skušaš narediti svet drugačen. Moj bog, jaz sem zdaj dal za dopisno na Filofaks, če mi lahko priznajo en kolokvij iz filozofije. Ne, meni se zdi, da je to pač umetnost. Se zdi, da umetnost pa ni nujno samo lepa. Umetnost je pravzaprav nekaj, kar te ne bi rekel ampak kar te pozove, da pogledaš na svet malo drugače. Recimo, meni so knjige, pa jaz sem totalen fan v njih, ne vem, kaj slog, to sem rekel prej, žmah, tam pa krohotaš, pa kakšne bizarne ideje, ampak po drugi strani imaš pa Finnegan Wake, ne? Recimo. Ali pa nekaj te dobiš knjige, ki so čustveno toliko močne, ki se zdi, da kaj obereš, da te knjiga dvigalna za kravateljce in te klofta zraven, ampak moraš prebrati. Zato, ker ti odpre neka polja, o katerih sploh še nisi razmišljal prej. Mogoče za 6-letnega Davida je to malo preveč. Hotel sem ti ponazoriti, da sem imel jaz kar izziv takrat. Sem se kar malo tako pomembno vprašanje. In potem, ko je Mina zaspala, bili smo na morju, kot sem rekel, z mojimi starši. Vprašal ChatGPT, takrat ga še nisem uporabljal. Smo se pa usedali z mojim očetom, režiserjem, dramatikom, pisateljem, mamo, koreografinjo, z mojo ženo, ne, mi smo dobro, v osnovi naravoslovcem, tam na verando, tako, zdravnik in zobozdravnik. Če kaj že to, ste te klasične, jaz sem... da sem rojen bil v cirkuški družini, pa sem pobojigno z računovodji. To recimo, No, mi smo se tam na verandi vsi zamislili in stresirali in se pogovarjali, ne samo kaj bi njej povedali, ampak kaj to sploh je. Pa smo brali citate, par odličnih citatov. Mislim, da je Da Vinci rekel, da vsak otrok je umetnik, cilj je, da to ne zgubiš, ko se razvijaš. Picasso je pa zapisal, in to sem si pa dal v knjigo, to zadnjo mojo, ki mi je bilo toliko všeč, je napisal, rabil sem 2 leti, da sem se naučil slikati kot Rafael in celo življenje, da sem se naučil slikati kot otrok. In mi je bilo to, kar si rekel, veš, umetnost, lepota, kdo bo lepši ta stol narisal, bolj realen, proti temu, kaj je Picasso to naredilo velikega. Taki pogovori, ne, in take vprašanja se mi zdijo. Zdaj veš, zakaj ti nisem pustil, da si popravil na to? Super je. Veš kaj, moram malo upravičiti, zakaj sem te povabil na podcast umetnost lenarjenja. Se bo kdo pritožil, ker si tak sogovornik, ampak zdaj bom za teh zadnjih 10 minut mal, ne. Daj mi povej, a si ti kdaj v stresu in kako se sproščaš? Jaz nikoli. Roki za oddajo švigajo mimo, pa jih gledaš v zvratnem ogledalu. Sproščanje. Srečo imam, da sem v tej poziciji, da si lahko na vsake par mesecev vzamem teden ali pa 2, da se odklopim. Pa ne bom rekel, da delam nič, ampak delam stvari, ki mi, ne vem, pa zdaj, ali je to neko potovanje, petak ta potovanja so pa taka, da 3/4 cajta so po galerijah, pa po, smo bili v Italiji. Daj gre bus, smo ga kjera številka. Ne, to, zdaj se bo čist, ko smo se po Toskani vozili Volterra. Neko mesto, ki smo pač videli, da nekaj je, že prej smo iskali in jaz in žena so oba pogruntala, da tam pa prišli gledati in to je noro, ki so etruščanske izkopanine tam in imaš celo serijo, ne tako
nekih žar, nagrobnih, kjer imaš tako dvodelne žare, spodaj so ponovadi neki polreliefi, ponovadi iz kakšnih teh Odiseja ali kaj tasga, neke te Orfeja pač iz mitologije grške, ker je zelo pač pod vplivom helenizma to nastajalo. Na vrh imaš pa zmeri unga, ki je bil v žaru v neki taki polležeči pozi, kao, živijo. Je vedel, zakaj se slika. Ja, zakaj me. In ker pač tam je bilo totalno ohranjenega, so to najdel teh stvari in ti se greš tako soba in je ena soba, pa jih vidiš 20, pa naslednja, pa je 30, pa rečeš, vse jih je kar neki. Ne. Pa greš pa še en štuk knjiži, in greš tako in je tako, ne vem, nekih 6 sob po vseh stenah sam teža, a veš, tako, ka si, pa kako so, ne vem, neki ta nakit filigransko oblikovali pred 2500 leti, pa to in vsakič, ne vem, to je meni, da gledaš neke nove stvari, spoznavaš si nekaj širše obzorja, po drugi strani pa paše tudi čist, ne vem, se zlekati na kavč, zdaj je to s Hearthstoneom, ki sem malo odvisen. A še igraš to? Ja, ampak Battlegrounds sam. Veš, zakaj je Battlegrounds super? Ker grem na kolo. Jaz takrat, ki je bil COVID. Na kolesu to. Sobno. Ker je bil COVID, sem rekel, pač moram neki za doma in sem šel in sem si pač, in sem si kupil ungat, airbike, ko moraš še z rokom zraven, ker glede na to, koliko hitro ti upor kontra daje. In je super, ker ga pač veš, igraš minutko, odložiš, 2 minute še roke in je spet in te pa kar drži, kar rečeš, šel že dol z kolesa, ama ne bo čakal še teh 10 minut, kaj te igre in te, veš, in zdaj, ker sem zadnje par mesecev spet bolj aktiven, veš, ti zdržiš v njih, ne vem, 50 minut, pol, gor pa skočiš dol, pa rečeš, 800 kalorij, v redu. To moramo na glas reči, da igrice so tudi, niso samo zelo. Ja, so koristne. So koristne, pa to, glih to pač nek kolo, ampak jaz sem tak, jaz nisem 16 ur bom zdaj delal pa višince, ampak bolj te neke ravne, pa ful sem hvaležen za to, da imamo ful nekih teh urejenih kolesarskih stez, da ni treba, ker jaz pač živim ob cesti, ob Trojanskem klancu. In ko gledaš gor, ljudi, ki veš, grejo gor v klanc, probajo prehteti srčen infarkt do vrha, zraven pa avtomobili, pa sploh če cesto zaprejo, kaj gužbo, pa vidiš v kolesarju in se rečeš, pismo, pogumni so, tega jaz ne bi mogel. Da pa ne vem, pač tako. Kaj pa ta pritisk, ne, kot pisec in ustvarjalec, ki ga čutimo seveda, pritisk mnenja, kritik, naklade, prodaje. Ker se mi zdi, da ko ti nekaj ustvarjaš. Hočeš reči sindrom vsiljivca. Ja, recimo, to je pogosto uporabljeno. Ti nekaj ustvarjaš, napišeš neko zgodbo, ipak si dal veliko sebe v to in najbrž, če ti ne bi bila na koncu všeč, ne bi dal tega od sebe. Se pravi, ti bi zdaj rad to preberal ljudje, rečejo, stari, to je to, pač nimam pripomb. In pa najprej že urednik, vse rdeč vrne, ampak pa to prije ven. In zdaj, kako ti, recimo Tadej Golob, ko sva se dobila na kavi, mi je rekel, da on sploh ne bere recenzij Goodreadsov, nič, ko pride roman ven, pusti ženi, da mu filtrira, reče, ta je to tweetnul, ta je to napisal, ti preberem. Je rekel, jaz tega ne. Ker ga na nek način razumem, ti imaš zgodbe, like, zapleti, razpleti, vse te ideje. Kaj če zdaj tam 20 ljudi napiše plehko, liki, stereotipni, beden razplet, a ne? Glih to je, kritika dokler je utemeljena. A veš, zdaj pa... Boleča je še vedno. Boli še zmeri, ampak če je utemeljena, ti pomaga za naprej. Točno to pomaga. A ne, je pa res, a veš, da pač... To imam srd testne bralce, čim več testnih bralcev. Ko ti pojejo, preden gre knjiga ven, utemeljeno, to nikoli... To si lahko prvošeš, če te prav čas napišeš. Ker dobiš kaj še drog za oddajanje. Recimo, glih to bi bilo... Super tudi za te logopedske lahkonočice, ki je Žiga bil zraven Stici Banke, on pač uredniško bral mi. A veš, da sem imel, ker smo imeli kar pač tako zelo tesno s časom, ampak a veš, in je super, ker vidiš nekoga, ki imaš zvrzilega, ki reče, super nastav, tlej si to uporabo, mogoče lahko še tam, a ne narediš na nosnica, pa tlej lahko komot en odstavk ven vržeš. Te stvari, da so, poskusti bralci, super. Da imaš pa tako na internetu, jaz sem se že včasih, že prej pač zaradi stand-upa pa vzgah sem se navadil, da pač da nekih komentarjev anonimnih pač, da se sam režiš, da se sam režiš, če že slučajno kaj vidiš, ampak
Seveda so, meni je bila najbolj, ki je bila pri klasikih, slovenski klasiki, ki so išli, kaj tako ena pa so mi forwardila eni, ki so videli, da je ena sprašala, pač, jaz to berem, kako tlele tale notka je bila lepa vida, ki sprašuje za nasvete, ne, pa se drugi Prešernovi ženski liki odgovarjajo, pač, to se meni, to je nelektorirano, kako še lahko to skozi? Ja, ker je pa za nalaž pogovorni. Ja. To je fora, take stvari, a veš, je pa lahko, ne, pa, pa tis ni bilo, ali pa mogoče bi se kaj tazga, a veš, je pa tudi res, ne, da je, bi rekel, percepcija pri otroški literaturi precej drugače, kot percepcija za odrasle, so self-help books, so knjige za samo pomoč, so romani, je različna, ne, in tle pri otroški je zelo to super sploh kakšna družina, ki se kdaj tako pa te prepozna, pa če mi pa beremo knjige, pa je super. Sicer mi je noro, me prepasimo možu, ne par, ki sem nekih teh debat, ki sem mi tudi poslal, pa tako, da sem videl, pa to je pa grozno, pa kar neki kaksi, pa tako pa, to je peskar glavo pršijajo človeku. Ena slikca je, pa tako pač, dej ber, to so knjige, ki na vrh imajo ta stranični humor, ker pač to ta mala mi je smešno, ampak potem je pa je pa res, so zgodbe o tem, kako spoštovati druge, kako je treba, pač koliko je pomembno to, da te imajo radi, da ti ljudje okoli tebe povejo, da te imajo radi, kako biti prijazen do druge. Pač, a veš, poli unotoplo, pa sam zato, ker je tam en kakec bil, pa ne. Lej, čist legitimna pozicija, ne, sam pač se ti zdi malo smešno. Veš kaj se mi zdi tle in to, kar vidim tudi pri tebi že zdaj, ko pogovarjam s tabo, kako je važno, da imaš veselje do tega, da ustvarjaš. Ker knjige se veš, sploh v Sloveniji, kjer je bestseller že 500 prodanih, 1000 prodanih izvodov. Knjige lahko, da boš nekaj ustvaril, neko zgodbo zelo dolg, bo pač imel neko omejen doseg, mogoče bo večji, manjši, ampak da ti, če ne uživaš v teh urah in urah iskanja besed in obračanja, jaz imam recimo zdaj eno tako pozicijo, ker zdaj imam pač, sem izdal 3 knjige in bom naredil tak en zelo velik skok oziroma obrat, ker pišem dve besedili, ki sta čist drugo. Zdaj smo imeli neko to bolj autobiografsko kvazi, poročevalsko, pa ena za samo pomoč. In zdaj grem v žanr. Zdaj čakamo še na življenje v sivi coni. Kdaj bo serija, tako kot to bo bolelo? To smo imeli nek sestank pred časom. A bo Muc? Ne, Puc, kaj tak je? Puc je, on je drugače, njega sem tudi pomislil, je starejši sicer od mene, ampak se to mu da tako bolj izkušeno noto. Drevenšek bi bilo, sam sem mogel poplajhati. Pa Štajersk boš govoril, Pol. Ali lahko kot Ljubljana preživiš, da te igraš Štajersk? To bi meni bilo ful zanimivo drugače. Jaz imam rad na glase, imam zelo rad in na živce mi gre, ker jih toliko malo poznam, da jih ne znam pisati v zgodbi. Znaš, kaj še bolj grozen? To, kako so pri nas ves čas te določ, pač glih to, ker smo se prej pogovarjali o ChatGPT-ju, kako ljudje čim z manj truda skozi prišli, ko je bilo dostakrat, ker so bile humorne stvari, kaj je kdo napisal, smešen, ni smešen, da bo po Štajersk povedal, pa je. A veš, pa bo kao smešen, pa samo smejal in je, ne če se to zasledil, zdaj so bili te primeri inšpektorja Vrenka. Ne, ki so serija, pa serijo, ki so snemali, ki je bil vsaj prva sezona, ki je čist knjižno, ki so govorili, in so rekli, da zato niso upali jim dati štajerskega narečja, zato ker velja kot humorno in so se bali, da se bo ljudje režali, kar je groza. A veš, da so to ne, dej narečje, dej. Saj tudi, kad gledaš, britanske stvari, ki so tudi glihene to, kar sparcelirani glede narečje, kar se kot Slovenija, vse narečja boš slišal in v vseh nekih govornih legah. Tako da ne sme nas biti strah, se jih to živ jezik, da gre, da se vidi, da ne bo, pozdravljeni prijatelj, ste mogoče utrgali nekaj časa za en topel napitek. To mi gre že tudi pri kakšnih slabih prevodih. Jaz sem recimo, eno od knjig, ki jih nisem dokončal, je bilo od Philip Rotha Človeški madež. Po eni strani me je zgodba malo spustila, ampak predvsem prevod je bil, a veš, nihče ne reče, ne vem, da nekoga srečaš pa reče, ki je čevelj žulik, prijateljček, zdaj pa prenehaj s tem. A veš, tako, ne pogovarjamo se na ta način. Vse vem, hotel si ohraniti nek ta dikcijo, on je pač ta Pulitzer, Nobelov je bil nominiran in to, a veš, veliki avtor. Ampak dej mi
dialog mora biti malo tudi tako, da človek verjame, da se to dogaja. Tle meni recimo Stephen King kot en mojih najljubših avtorjev. Ne? Kar on zna je, tudi v kratki zgodbi, 2 strani, lik zaživi. Ja. Ker bo lik imel nek tik, bo imel nek način govora, bo imel nek odnos. King je dobival grozilna pisma levo, desno ob vsaki objavi, ker je recimo uporabljal racial slurs, ne, se pravi, za črnuhe je to in on je pisal, njegov lik je bil, pač en je bil rasist, je govoril na ta način, ki bi rekel, ne, kako je pa to lahko napisal. Ja, ta tip, ko govori, on ne bo govoril sam, ker je v knjigi, da bo zdaj pa ne bo uporabljal te N-word, ne. Ne? In to, da ti znaš lika narediti živega, tukaj se jaz zelo v fikciji lovim, ker pač sem obkrožen z Ljubljančani in zdravniki, ki govorimo, mislim, ne, da nimajo zdravniki na glasov, ne, ampak tle pa le še enkrat, tesni bralci, mreža ljudi, ki so ustvarjalni, ki ti pomagajo, je... Super, ker smo pri teh govornih, pa da zaživijo recimo 2 stvari, ne vem, če si bral, ena je trilogija Vernon Subutex od Francozinje Despentes, pa sem zihar narobe zdaj to izgovoril, ki je Edard Madežič prevedla, genial, tako žmohtno jezik, tak urban, zelo baziran na tem konc 90-ih, začet 2000-ih, malo kar se je pač tako, cedi se ven, druga pa od Drevesa, je pa Jernej... To sem pa videl, da je prevod. Ja, Jernej Županič je prevod in je tudi genial, to sem zdaj prebral. Čisto slučajno sem videl, da imam od tega Everetta, da sem imel to v slovenščini, ki mi je urednica Veronika Šoster na NMN-ju priporočila, rekla, to je, daj si preber, sem si pa tudi Jamesa kupil čistko, pa sem že vmes pozabil, da je njegov, pa tako doma gledam, sem šel na dopust, kaj bi zelo, da je se stavil tistega avtorja, da je mu vzeti, ne. In je ta Drevesa, je tudi Jernej tok noro prevedel. Moram pogledati, sem videl ta prevod. Bom tudi to vse po linku in to. Veš kaj, jaz, Boštjan, zdaj imam to nalogo, da probam to nekako pripeljati do enega logičnega zaključka, ta super pogovor. Veš kaj me zanima, imaš kakšnega ne otroško, zdaj greva na odraslo literaturo, imaš kakšnega najljubšega pesnika ali pesnico, ki jo ti bereš tako, recimo... Janez Ramovaš. Meni je Janez Ramovaš, ta njegova poezija v tem dialektu, ne, njihove Poljanske doline, to je noro. Taka prvinska je, ni primitivna, ampak res tako, piše v narečju, to, ki je on pač začel pisati v narečju, tam 90, to je bil pač zgolj totalen prelom in kako to dela in stvari, ki so temačne, stvari, ki so humorne, stvari, v katerih se zdaj recimo, on ima zbirko Čreda, kjer je cela zbirka so pesmi o kravah. Pa iz vidika, ampak soneti so noter, ne, in taki, da te stisne, ali ta skozi okno strelam kurante, tudi to pod poezijo njegova žena Uršula s fanti iz Jazbecove grape izvaja v glasbeno in je tudi eno tako doživetje, čisto super, recimo to, na volje nekih takih, no recimo od pisateljev mi pa, pač jaz sem totalen fan Marta Lenardiča, ker sem ga zelo pozno odkril s to, ampak knjigo ta 3, ampak po nazaj, ker sem pa zdi, da je neki tak slog, pa vse glih tist, ki bi se jezik pismo, kaj tasga bi pa jaz tudi hotel napisati. Ja, to je pa vedno. Hvala, ne poznam, nisem bral, tako da si bom z veseljem zelo rad berem pesmi, sploh zvečer se mi zdi, da mi da nekaj čist posebnega. Poezija je res super, ker jo imaš lahko na štamprle. Ja, tako. Neko odpreš, eno prebereš in je... 20 sekund. In je spet to je, ne, pač, mogoče se tudi pri poeziji se tudi ljudje malo bojijo, a ne, češ, to je neki tam slonokoščeni stolp. A bom znal interpretirati? Ne, ni važno. Ne, da Jesiha vzem, ali pa rozo za, mislim, Jesih je meni tudi, pa Jesih, ki bereš, je kot da bi neko torto slovenščine žrl, tako neko sladico, te njegove, tudi 3 njegove znam na pamet, imam v repertoarju in mi je tudi, mislim, on je facet. Tako res. Pa kaj še te staje, to poznaš od Menarta, ki sta se enkrat z Janezom Gradišnikom, ki mu je nekaj eno kritiko zaradi jezika in on je pol napisal sonet v žlahtni slovenščini z nekimi sami starinskimi izrazi, pa ga je še prevedel. To je tako genialno. In to mogoče bi za zaključek povedal eno stvar, ker sem govoril o umetnosti, ki mi je pa... Sem pa prebral v zbirki Nezbrani komadi od Andreja Ilca. To je Vasko Popa, srbski pesnik, je rekel, zapisal,
Vprašali te bodo, kaj si hotel s to pesmijo. Jablane nihče ne vpraša, kaj je hotla z jabolkom, ugrizni in boš videl. In to mi je mogoče, kar bi povedal, kaj je umetnost. Jaz se tudi nekaj podobnega zdaj, kar si rekel, ampak mislim, da iz drugih komadov, ne, to so 3 zbirke, komadi, drugi komadi in pa ta nezbrani komadi od Toneta Škarjanca. Noč je tudi, ko zaprem oči, vidim zvezde. Ja, tako je kratke. Ja. To, ali pa po drugi strani imaš pa čak, kako je bil že Uroš Zupan je imel pesem, ki je tudi v komadih noter. Jan Plestenjak je žalosten in zamišljen. Tako dolg ep, ker ne vemo, kaj se dogaja z njim, mogoče je že srečal slovensko poezijo, mogoče mu je kdo za rojstni dan podaril izvod filma Cvetje v jeseni, ko ful našteva vse do konca, prav tudi Laibach ga občudujejo in nas skrivaj delajo totalitarne verzije njegovih milih komadov. Ampak veš, tukaj je pa druga pozitivna plat poezije. Ena je ta doziranje, ne, da ne rabiš cel večer brati, druga je pa to, da se mi zdi, da je to raznolika, da lahko najdeš zase. A veš, vzameš 4 črne mravljice en večer, drug večer Jesiha, tretji večer nekaj tako totalno absurdnega, a ne, in ni treba razmišljati, kako bi to v slovenščini odgovarjal po šoli, če bi te vprašali, kaj je interpretacija, kjer so, sam preber pa začuti. Ugrizen jabolk in to je to. Glih to, pojej, začuti, požvrklej po ustih in se... To. Daj mi povej ti, to sem rekel, da te moram vprašati sam še zadnjo, evo, kot besedotvorec, kaj pomeni beseda meditacija? Ja, to je tisti trenutek, ko se zgubiš v gozdu in se vas paničan in pridejo mediji do tebe in te stacami. Kaj ni izgledal? Glej, kje imaš Google Maps? Ja, ni signal, beži, deli se mrtvoga, pa temu primir v stilu. Ampak da si jaz predstavljam medije, tako novinarje dela. Pa ja, tudi veljane. Kaj ni izgledal? Zdaj pa reportaža, črne kronike. Zdaj pa malo. Najlepša hvala ti, Boštjan, veliko veselje mi je. Hvala tebi, David, za povabilo, pa še kdaj, ko vidim, da čisto kratka, nisem nič povedal. Hvala, da ste poslušali prvi del te serije z Boštjanom in lepo se imejte.